A si ti kdaj rekel, moj job pa nikdar ne bo AI zamenjal? Ta video je priložnost, da še enkrat preveriš in pogledaš, če je tvoj job med temi 10 jobi, ki jih bo verjetno najprej AI zamenjal, ali pa jih je deloma že. Umetna inteligenca ni da prihaja, ampak je že tukaj, vsi jo redno skoraj že uporabljamo. Skoraj vsi, a jo kdo ne. In to ne govorimo zdaj o nekih robotih, ki hodijo po ulici pa delajo vse namesto nas. Ne, šlo je pač bolj v smer nekih algoritmov in mini programov, ki pač rešujejo nam rit, po drugi strani pa vzemajo jobe določenim ljudem počas. Jaz sem Alenka Trogalič, dobrodošli na ta kanal, dobrodošli prvič ali pa stotič kakorkoli, welcome. Eni me poznajo tudi kot Alien Mama in da ne bomo dolgo vezali, gremo čim prej v ta video in začnimo s prvim jobom. Tajnica / administrativni pomočnik / nekdo, ki vnaša dato, podatke. To so ljudje v pisarnah, ki večinoma pomagajo, vodijo neke evidence, zapisujejo neke podatke, sporočajo neke stvari naprej, delajo nek red v sistemu, ki je brez reda in lih ta stvar bo kmalu zamenljiva. Sploh, če ima nekdo job, ki sam tipka vse, kar drugi narekujejo in mu ni treba veliko zraven razmišljati, ker ko pride do neke take samodejnosti, to z lahkoto prevzame AI, ker je cenejši, hitrejši in ne dela napak. Čeprav verjamem, da mu marsikdo zdaj še ne zaupa in najprej pomisli, kako bo AI naredil manj napak. Saj vidimo, kakšne bedarije, kdaj ChatGPT govori, ampak te stvari bojo tako zelo hitro, po moje, tako hitro izpopolnile, da sploh ni šans, da bomo mi tekmovali proti temu. AI že zna pisati neke maile po šabloni, izpolnjevati Excel tabele, prepoznati recimo račune in jih razvrstiti, pa dato vam pobrati in tudi po koledarju planirati sestanke. Tako da neki primeri, pa ne se preveč ustrašim, ampak če delaš v upravi občine, torej upravne enote, na fakulteti, v šoli, v turistični agenciji ali pa kakšni drugi agenciji kot tajnik recimo, to bojo zelo hitri jobi, ki jih bojo podjetja avtomatizirala. Drugič, klicni centri in telefonska podpora. Eni si mislili, hvala fucking Bogu, nobene mara tega ne delati, ne pač prejemati klicev, ne opravljati klice. Ampak ja, kmalu bo to prevzel AI, zaradi tega, ker če je tvoj job, da se oglašaš ljudem, ki rečejo, kje je moj paket, zakaj mi mail ne dela, kako ponastavim geslo, AI bo zelo kmalu to z lahkoto zrihtal, hitrejši in boljši. In eni mogoče ne veste, da veliko teh stvari danes že prihaja od chatbota in ne od dejanske osebe. Tudi klici, in že v Sloveniji so začela določena podjetja to probavati, klici so do ene mere avtomatizirani in šele kasneje, ko AI dojame, da pač rab mogoče živo osebo in bolj kompleksen čustven pogovor, lahko preusmeri potem to naprej do žive osebe, do nekoga zaposlenega. V Sloveniji ne bi to že uporabljali, popravite me, če sem se mogoče zmotila, ampak A1, Pošta Slovenije, Telekom in pa nekatere banke. Če še kdo to dela, kako se obnese, napište valjda v komentar. Mene tudi to zanima. Tako da povzetek tega klicnega centra je to, da če daješ odgovore podane na eni skripti, ker bi vsak znal neke logistične, simple vprašanja, je ena stvar in si precej zamenljiv, in potem po drugi strani, če še vedno znaš čustveno pristopati k človeku, ga pomiriti, usmeriti in pač ful priporočati, predlagati v detajle, glede na njegov personality in mogoče psihološko, pa AI tega seveda še ne more nadomestiti. Tretjič, mislim, da je to zdaj job, ki je vsem najbolj samoumevno tak, da je nadomestljiv, lektoriranje in prevajanje. Vsi, ko pomislimo, ja, valjda boš dal to AI-ju, ker bo verjetno super naredil, ali pa enemu človeku, ki še vedno lahko dela napake itd. Zdaj tako, AI, bodimo realni, še vedno te stvari veliko bolj dela v angleščini, torej, če gre za neko prevajanje angleščina, slovenščina ali angleščina, drug stil angleščine tralala bo veliko boljš, kakor pa pač neki drugi jeziki, tudi verjetno slovenščina. Že DeepL oziroma ChatGPT, DeepL, ne vem, ko se reče, v glavnem, to delajo trenutno odlično, skoraj brez napak. In pa je tudi prevajalci v Sloveniji to že čutijo, če si en izmed njih prosim oglase ali pa da lektoriraš besedila, povej, kakšna je tvoja izkušnja, ker me zanima. Je pa tako, da ko pride do umetniških prevajanj knjig, podnapisov za filme, ko je treba še vedno neka čustva prevesti in bolj neko logiko in pogosto tudi ironijo in humor, AI je v tem zaenkrat še zelo slab. Ne vem, ste kdaj ugotovili, jaz če rečem AI-ju za neki full witty ali pa da ni cringe,
nek quote ali pa da mi naredi ful dober joke o mačkah, v take bedarije pisal, da jaz kar sama vase hočem zlesti, ker je to slabo. Pač ne zaveda se, kaj nam izpade res cringe, po domač povedan. Četrtič, upam, da to ne gleda moje računovodstvo, ampak mislim, da tole ne leti tok na njih. Ampak ja, računovodje, knjigovodje, vnos računov, obračuni itd. Na nek način hvala Bogu, da bo to kmalu veliko bolj sistemsko in da bo nam treba manj delati, ker pride do obračunov in da moramo sami se računati te stvari in seveda to govorim kot samozaposleni, ki je pač to največji nightmare, saj imam računovodstvo za to, ampak to, da vsak mesec recimo naše račune urejajo potne naloge, izpišujejo plačilne liste ali pa preverjajo datume računov, to je nekaj, kar bo zdaj AI boljše, hitrejše in cenejše prevzel, ker hitro vidi te podatke in jih samo nacepati. V Sloveniji počasi že imajo to računovodski servisi, naprimer programe SAOP, Vasco, Minimax, tako da sistem sam prepozna neke datume, zneske itd. In te stvari ureja brez človeške prisotnosti. Zelo po domač povedan, če si v nekem knjigovodstvu, kjer samo vnašaš nekaj in ne razmišlja zraven, je velika verjetnost, da si na prvem mestu, da te AI nadomesti. Po drugi strani, če svetuješ, če znaš pomagati podjetniku, če daješ dobre finančne predloge, napotke, si pa v bistvu še precej močno zakoreninjen v podjetju. V glavnem, si še malo safe. Petič, osnovni grafični oblikovalci. Zelo samoumevno, ampak danes ti ChatGPT dobesedno narekuje v nulo, kako nekaj v Canvi narediti, ali pa v Photoshopu, da ven dobiš točno to, kar želiš v tistih barvah, v tistem vibu, itd. Ali pa ti sam dejansko proizvede logotip, če ga rabiš. Tako da, ko pride do osnov, do basic grafičnih dizajnov, absolutno zelo kmalu, če si začetnik v tem, ne boš verjetno uporaben. V Sloveniji manjša podjetja, pa startupi, pa tisti, ki začenjajo, nimajo verjetno budžeta za drage dizajnerje in valjda logično uporabljajo že AI, da jim tle pomaga, vključno z mano, pač iskreno jaz ne bi najela dizajnerja, grem vse sama delati. Plus zato, ker imam pač nek ego, da sem dobra v tem, ker sem včasih full Photoshopa uporabljala, tako da whatever. Bom pa realna, ko pride do ogromnih podjetij z ogromnimi budžeti. Ne pravim, da ne bojo šli v AI, bojo, ampak če hočejo več človeškega tača, nekoga, ki je itak drag in pomemben, reče, on je naš dizajner, itd. Če mene vprašaš, bojo še vedno zaradi ogleda podjetja najemali pač človeške, drage dizajnerje, ki se poglobi v njihov duh, v čustva tega podjetja, v namen, v zgodbo, itd. Šestič. To nisem pomislila, ampak ja, prodajni predstavniki za prvi stik. To je tisto, ko recimo podjetje piše novemu podjetju ali pa stranki, a nas rabite, a vas zanima, kaj mi delamo, ne vem, recimo agencija, ko bo meni pisala, bo zelo neko generično prvo sporočilo, lahko da potem skoči človek, ampak za štart ni potrebno. Torej, če si tisti, ki kliče stranke, pošilja e-maile, piše dober dan, vas zanima naša ponudba, to lahko zdaj dela AI, zato ker zna že sam najdati kontakte, generirati personalizirana sporočila glede na podatke tistega podjetja in tu določa, da je najboljši čas za klic oziroma sporočilo. Sedmič, pisci novic in člankov. Če piše nekdo zelo osnovne članke, v smislu kje, kdo, kaj, brez človeškega tača, brez zgodovine v ozadju, prilagojene tisti populaciji, ki tam živi, brez teh detajlov, absolutno v sekundah to napiše AI. I would know, ker pišem ves čas. Jaz dam samo tiste nujne stvari, ki jih hočem slišati od AI in rečem, glede na tiste pa tiste članke mi napiš moj scenarij recimo in pa grem še 6x čez pa dodajam stvari iz drugih YouTube video, dokumentarcev itd., ker res hočem, da je nabasen z informacijami, ampak osnovo ti bo on napisal dobesedno v sekundah. Baje to počnejo že Reuters, kakorkoli se že to izgovori, Bloomberg pa celo The Guardian, to so zelo znani člankopisci. Osmič, kadrovska. A so tukaj kakšni moji kadrovci, a imate še job, kako gre, baje tisti, ki pišejo neke osnove, ure, kdaj je nekdo prišel, kdaj je šel, koliko ima ur, kdaj je šel na dopust in kakšno ima plačo, pisanje, ne vem, teh plačilnih list. To je nekaj, kjer bo zelo kmalu zamenjano po vsej verjetnosti. Slovenska podjetja baje tudi že to testirajo, tako da če kdo v mestu tukaj ne poroča, kako to gre, se pa sprašujem recimo, kdaj pride do menjav, pa kakšnih uslug vmes, pa kakšnih lukenj v sistemu, ko so oni med sabo zmenjen prek mailov, kaj se je zgodili, itd. Verjetno tukaj še vedno mora biti nek človek, ki nadzira vse skupaj, ker drugače lahko hitro pride do zmede, najbrž ali pa do napak. I don't know, vsaj jaz si tako predstavljam, ampak mogoče sem še vedno pred zastarela, ko pride do AI-ja. Devetič, ta je zelo
zelo očitno in vsi smo o tem že poslušali, da ko pride do spletnih razvijalcev oziroma programerjev, je to en izmed jobov, če si v povojih, če si tukaj junior, če si pri osnovah, te ne bomo več rabili. To se je grdo slišali, ampak ja, AI to nadomešča, ker ti takole v parih sekundah ti spiše osnovno spletno stran. Kako se že reče temu, ko morajo programerji sproti tudi popravljati in spreminjati spletno stran? To optimizacijo delati, to je nekaj, kar si pa težko predstavljam, da če jaz zdajle, ker ne znam spletne strani narediti, da si jo želim narediti v ChatGPT-ju in mi jo naredi, ok, na hiter, spletna stran bo stala, lahko boš kliknil, lahko boš nekaj pogledal deloven čas. Ampak če jaz hočem noter dodatne popuste dajati, pa spreminjati detajle, pa ne vem kaj, ne vem, a bi to še vedno lahko, ali bi me tukaj že zabasali in bi preč napak bilo in bi se sesul vse skupaj, ne vem. Zato še vedno tisti, ki obvladajo specifične spletne strani, natančne, hude, wow, se vse ful lepo premika in se ful dogaja in je treba vsak teden ali mesec dopolnjevati, spreminjati. To je absolutno nekaj, kar programerji še vedno morajo biti in jih rabimo, obviously. Na 10. mestu imamo telemarketing. Pa tudi ankete po telefonu. Če tvoj dan zgleda tako, da kličeš 100 ljudi in jim v bistvu iz glave poveš isti tekst ali pa ga prebereš, je to nekaj, kar ne bo več potrebno, vskočil bo AI. Poslušaj to, avtomatski sistemi, AI sistemi že znajo voditi osnoven pogovor in tudi prepoznajo, ali je človek zainteresiran ali ni zainteresiran. Če je zainteresiran ali pa zahtevna stranka, ki ima veliko vprašanj, avtomatično preklopijo na resničnega agenta. Jaz ne vem, kako gladko to teče, jaz ne vem, koliko je tukaj časa vmes med odgovori pa to. Tle se mečkan lovim, se mi zdi, da ne more biti še toliko dober ali pač. Ama kdo izkušnjo, a kdo to uporablja, ne vem, v klicnem centru in ima informacijo, ne sporoči spodaj v komentarjih. Absolutno pa, če tukaj hočeš nekega izjemnega prodajalca ali pa človeka nasmejati ali pa ga spraviti v stisko, da mora hitro nekaj kupiti ali pa bilo kaj, ta prav človeški stik pa še vedno lahko prinese samo človek. Ampak Bog ve do kdaj, iskreno. Ker AI tudi tartuje toliko smart in ne vem koliko časa ne bo znov igrati čustvo boljš kot človek. Zdaj tako, če si pogledal kakšnega izmed teh jobov in rekel, shit, to sem jaz, čaka me konc sveta, oh my god, ne se sekirati, to je pač malo je scary, se strinjam, ampak je tudi dober timing zate, da pogledaš, kaj poleg tega, kar delaš, še znaš, kaj so tvoje opcije, kako mogoče to, kar delaš, usmeriti v AI smer oziroma preplest skupaj z AI-jem, ker ful pogosto se to da. Jaz iskreno sem recimo youtuberka, primer, če bi hotela ali pa se sekirala, da mi AI vzame job, mi sam naredim sebe, tako kot sem, poštar. Saj jaz osebno to vedno tako dojemam, razumem, stvari se spreminjajo, vedno so se, tako smo imeli freaking industrijsko revolucijo, kjer je bila še prej? Industrijska revolucija, kmetijska revolucija, ko smo se začeli naseljevati. AI, če me ne vprašaš, je isto ogromna revolucija, ko se moraš prilagoditi, vse se bo spremenilo, se strinjam, ampak ni druge, kot da se prilagajamo. In to je ta video za danes, mečkan drugačen, mečkan hitrejši, ampak se mi zdi ful zanimiv, tako mečkan razmišljati, kaj se dogaja v tem svetu. Pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out, se gledamo verjetno naslednji petek. Love you, bye!